Kateri so največji izzivi pri zdravljenju krvnih obolenj oziroma krvnih rakov? In ob tem me seveda tudi zanima, kako napreduje uvajanje kartije zdravljenja pri nas. Kartije, če naredim tako, prispodobo, jaz sad govorim, ko je Kolumb plul proti Ameriki, pa je mislil, da so zašli, pa so videli kopno, kopno mi že kar nekaj časa vidimo. Zdaj smo že tako blizu, da vidimo na obali Indijance, kako tam plešejo, pa kurijo ogenj. Tako da bomo zdaj pristali. To se pravi še kakšen konkreten ples, klicanje dežja in... Ne more več ne pristati, ne. Tako. Delamo še neke logistične te stvari tudi za tem donatorjem Vektorja. Probamo najti neke stvari, ki bo tudi za nas ugodnejše dolgoročno. Ampak to gre zraven, ne. To gre zraven in tudi po zagotovilih Nemcev, jaz jih vprašam, imamo se vedno tako težave, rečejo, ja, to tako je, tako imajo vsi, koliko ste vi, ne. In jaz na srečo lahko rečem zase, da nisem vedel, koliko je to dela. Drugače verjetno tudi jaz ne bi bil tako nor prišel v to, ampak kar je, na srečo nisem to vedel. Mi smo tukaj blizu zdaj in bomo poentirali. Je pa tik pred zdajci. Kar se tiče krvnih rakov, je tako, ne. Težava je cel kup, ne. Cel kup ubijajo nas javne naročila, ki ne dobivamo opreme, ki jo imamo naročene, ki imamo plačene, to nam stoji. En kup je ene improvizacije, osebnih linkov, potreba vleči, da nekaj dobi za nekega bolnika, ki kot da ti je to največji možni sorodnik, se za vsega fajtamo, ne. Ampak gremo zaenkrat, nekaj dobimo, gremo teče, gre naprej, ampak ni pa lahko. Ni pa lahko in moram reči, da bo problem, bo kader. Kadra nimamo, recimo, da vam povem resničen problem. Mi imamo vrhunsko intenzivo za naše bolnike. Pa nimam sester za noter dati. Ker mi manjka 15 sester. Ne morem zalaufati intenzive, ki je naš bolnik raven, ker nimam sester noter dati. Halo? V bistvu je problem, ker je slovenski javnozdravstveni sistem postavljen tako, da ne omogoča več optimalnega. Ne omogoča nobene fleksibilnosti za privabiti nekoga, da bomo tam delal. Jaz ne morem dobiti, pa je to najcenej. Ne, strošek je zdravnikov svinčnik. Ena transfuzija, eni trombociti stanejo 600-700 evrov. To, kar ti plača ena sestra v srednje pismo, brez dodatkov. Pa jo ne morem nastaviti. Mislim, jaz ne vem, kako bomo to delali. Meni se razpada recimo administracija. Že tretji razpis imamo. Noben noče iti tipkat kaj v klinični center, kar je res trdo delo. Ni noben nor, grejo nekaj drugam. Tretji razpis imam, zdaj se noben prijavil na 3 prosta mesta. Ko sem prijavil vse, pa vidijo, kako to izgleda od blizu. Pa rečem, nisem jaz toliko glup, pa grejo, seveda, sej. Jaz jim ne zameram. Jih razumem. Treba bo tudi najti način, da plačati pa nagraditi te ljudi. Recimo pomožni delavci v zdravstvu, ki jih rabiš, da ti priznajo regulative, predpise, ki ti lahko pomagajo. Jaz jih ne morem nagraditi. Jaz sem recimo eno tope prišla iz farmacije, ena gospa res dobro dela, prišla za pol nižjo plačo delati v klinični center, ki po moje se je malo skisali, no. Ker to za pol nižjo plačo noben ne pride, ne. Ona je, pa je ne morem dati jaz neke nagrade zraven ali pa nekega dodatka, ki bi preprečil, da bi dvignil plačo, da mi ne bo šla čez 2 meseca. Pravzaprav je problem, ker tega ni mogoče, vsaj zdi se tako, dopovedati odločevalcem, da bi potegnili prave poteze in omogočili. Ne razume se ene stvari, ne. Da je v medicini strošek nekvalitetno delo, pa neopravljeno delo. Ne pa plača zdravstvenega delavca. In dajmo, če nekoga ni, pa dajmo mu neke dodatne pogoje, da bo prišel delati neki dodaten bonus. Pa kaj je nejasno? Ne, tega jaz ne vidim, ne. Tega jaz ne, lej, pri nas res bijemo plat zvona. Ne, in ali pa ena okužba, ki jo prenese pomanjkanje sester, z bolnika A na bolnika B. Pa to stane
za celo plačati sestra celega oddelka. Tako pa mene razmišlja. Pa je tako. Ne. V bistvu je treba, so recepti, pristopi preprosti, kot pravite, zelo enostavno, da se poskrbi in za dobro zaposlenih in seveda za dobro tistega, ki jim je njihovo delo namenjeno, za bolnika. Včasih koga zebel, ne, pa da ni me udaril, je dal na mest kilo krompirja v zameno za 3 drva in mu je dal 2 kile krompirja. Pa to vsi vejo. Sam klem mi ne vemo. UKC Ljubljana recimo. Tako da to je to, kar me. Pa recimo tudi neke samovolje nekaterih. Recimo celično terapijo gledam. Obstaja en kup enih zavodov privatnih krožkov, ki aplicirajo celično zdravljenje. Brez dovoljenja. Brez dovoljenja, jasno pa. Nekdo, vse vemo, kdo jih proizvaja, brez dovoljenja jih tudi distribuira. Nekdo, ki je v javni službi. In te, ki potem imajo brez dovoljenja zdravijo. Niti ne vejo, kaj vse se lahko zgodi. Ampak v Sloveniji je očitno to dopustno in dopuščeno. Nič narobe, jaz sem se pritožil pred več kot 1 letom, večkrat zahteval odgovor, ne, ga ne dobim. Očitno tisti, ki to delam dosti mogočen, da ostaja zakrit. Pa se vprašam, ne, a je to res tako nepomembno, da lahko počne vsak, ki ima 5 minut časa? Po moje ne. Tako. Pa je zapožarni tudi zavarovalnica, ne. Mogoče veste, ne. Zavarovalnica se je postavila na nek šerifovski položaj, ne. Se ne zdi nič narobe, da nam za nazaj vzame denar, da nam govori, kako naj postavljamo diagnoze in potem na koncu me označi tudi za enega izmed 1000 profesorjev v UKC, za kar nimajo oni časa poslušati, kaj imam zapovedati, pa kaj je stroka, kaj ne. Pa mislim, da nisem ena izmed 1000, ker jih toliko ni, ampak glede na to, kaj so moje kvalifikacije, sem edini na odraslem polu tak in doktor Janez Jazbec je na pediatričnem polu tak, so mogoče kvečemo 2. In to, ko ti začne nekdo, ki te bi mogel regulirati, ko te gleda, kam ste poslušal, en izmed 1000 tam, ki jih ima UKC Ljubljana, ki povejo, zakaj te imajo, kje je tvoje mesto v njihovih očeh. Zato nič ne dosežemo, ker smo za pucfleke. Razmerje med argumentom moči in močjo argumenta je pri nas nezaslišano. Jaz ne rečem, meni te čini, pa to je brez veze. Ti si človek takšen, da tebe definiram je priimk. Ampak če grem pa nekam kot ustanova, v imenu ustanove, me boš pa tituliral in mi izkazal respekt, ker sem vložil toliko in toliko v svoje znanje, v to, kar delam in sem naredil toliko in toliko dobrih stvari, pa tudi napak. Pa mi boš pokazal respekt. In tega pri nas ni. Pri nas vse, kdo pride, če imaš ti nekaj svoj denar v ozadju, udri ga, ne.